Cene UNP-ja se žal ne gibajo na podlagi ponudbe in povpraševanja, ampak še vedno, to se je zgodilo tudi konec letošnjega leta, na podlagi, bi rekel, papirologije, špekulacije. V konec letošnjega leta se je zgodilo, da v zadnjih 2 mesecih, da je precej narasla cena plina, kljub temu, da je bilo gledano na podnebje oziroma na temperature v Evropi, relativno toplo obdobje, kar pomeni, da ni bilo nekega večjega povpraševanja zaznati. Ponudba sama plina je bila zadostna, ampak se je kljub vsemu zgodil ta premik zaradi špekulacij. Vendar pa dobra stvar v tej zgodbi je, da kaže, da se bo spomladi oziroma ne spomladi, že v začetku drugega leta cena spremenila in bo šla nazaj na neko realno ceno, na znižanje trenutne cene. Gledano pa svetovno, bi se pa morala cena, jaz pravim, ne sam jasno, veliko, ki se ukvarja s plinom, pravijo, da je to zlata doba plina, sploh zaradi plina iz skrilavca, kjer se pogovarjamo o skupnih zalogah plinah več kot za 200 let. In s tem pomeni, da bi cena mogla na dolgi rok padati, če ne bo prišlo do kakšnih večjih tektonskih premikov na svetu. Ponudba bo večja, zelo pomemben je, da se je z razvojem plina iz skrilavcev, predvsem največje zaloge ga imate trenutno 2 države, in sicer ZDA ter pa Kitajska, ki sta tudi največje porabnice energije. Pomeni, da bojo imeli te 2 države ne samo zadostno količino za sebe, ampak da ga boste tudi izvažali, kar se tudi spoznali pri Ameriki, da se zdaj postala v lanskem letu, mislim, da prvič neto izvoznik utekočinjenega zemeljskega plina. In še so rezerve v različnih državah, kot je Avstralija, Argentina in druge, ki pa trenutno sploh še ne potrebujejo proizvodne zemeljskega plina iz skrilavca, ker imajo zadostnih količin iz klasične pridobitve zemeljskega plina. Tako da vse to bi mogli vezati tudi utekočinjen naftni plin, ker vemo, da večji del utekočinjenega naftnega plina se prideluje ob črpanju zemeljskega plina, da bi cene na dolgi rok mogle padati. Vse to pa je seveda samo en del, drug del pa so špekulacije. Ko se zakupijo količine, prodajo in potem lahko čez noč cena začne rastati, kljub temu, da je to samo fiktivni nakup, papirološki nakup, ne pa da dejansko poteka fizičen premik plina iz enega kupca do drugega kupca. Cena plina, avtoplina trenutno na Hrvaškem je, če se ne motim okrog, bom povedal, v evrih 0,75 evra na liter. Cena avtoplina v Ljubljani je pa slabih 0,73. Se pravi, da je za 2 centa nekje nižja cena avtoplina trenutno. Ob nedeljah celo nižja. Popustno akcija. V nedelja celo, se pravi, da je razlika do 5 centov. Kogeneraciji mi gremo naprej, seveda gremo naprej, so pa to stvari, ki jih ne moramo premakniti čez noč. In soočamo se vsi skupaj v Sloveniji v obdobju, smo v nekem vakumu, kjer enostavni uporabniki energije nimajo finančnih sredstev, da bi šli v investicije. Vsi si pa želijo cenejšo energijo. Tako da vsem ne moramo iti na roke, pa vse te investicije preleviti na nas same, kljub temu, da smo letos namenili skoraj 1 milijon evrov za nove projekte. So še veliki potenciali, da bomo prinesli, se pravi, da bomo te kogeneracijske enote postavljali v Sloveniji še večjem številu. Jaz bi rekel, da se mi se s tem soočamo, s tem, da ponujamo contracting, se pravi, da ponujamo toploto in elektriko. To gre predvsem za stranke, ki mi smatramo, da poslujejo, da imajo zdravo proizvodnjo, da so zdrave firme, nimajo pa v določenem trenutku dovolj likvidnosti, da bi šle v neko investicijo. Če ocenimo, da je posel zdrav za obe strani, potem ponudimo
ponudimo mi investicijo, mi investiramo v kogeneracijo in pač stranki potem prodajamo toploto in elektriko. To se je v letošnjem letu kar večkrat dokazalo kot uspešen način, uspešen pristop. Tretja zadeva je pa športa, oziroma sponzorstva. Sponzorstvo ohranjamo na enakem nivoju kljub, bi rekel, težki situaciji. In tudi za drugo leto predvidevamo približno enak znesek, kot smo ga v zadnjih 2 letih namenjali za šport oziroma kulturo in ostale dejavnosti. Mi večinoma plina dobavljamo iz bivše Sovjetske zveze, največ iz Kazahstana, daleč največ iz Kazahstana. To je vse se pridobiva iz klasičnega zemeljskega plina, iz vrtin. Potem nekaj dobimo iz Poljske, pa iz Italije. To so v bistvu glavni viri za naš utekočinjen naftni plin. V tem segmentu je seveda to vse po starem tradicionalnem sistemu pridobivanja. Nekaj, kot sem rekel, iz zemeljskega plina, nekaj pa iz rafinerij, kjer predelujejo samo surovo nafto. Kar se tiče hlajenje s plinom, je možno. Mislim, da bojo v prihodnem letu nekaj že teh proizvodov z zemeljskim plinom, ki je seveda cenovno ugodnejši. Tako da na dolgi rok pričakujemo, da bo tudi prišlo enkrat z utekočinjenim naftnim plinom. Je pa seveda vprašanje, kje in kako postaviti. Če so to neki otoki, kjer imajo problem z električno energijo, potem se ne pogovarjamo o strošku, ampak se pogovarjamo o zmožnosti. Vemo pa, da utekočinjen naftni plin je vse posod dosegljiv. In v tem primeru je pa tukaj potem to tudi, ne samo, da je možno, ampak je tudi v bistvu edino možna varianta hlajenja, recimo. Za naše poslovanje ne bo bistvene spremembe. Kaj in kako je pa bolj vprašanje mora biti tistih, ki bojo zraven, ali bomo Slovenija oziroma Slovenci potegnili iz tega en velik plus ali majhen plus, ali pa nič. Ampak to pa nisem jaz prava oseba zadajati te odgovore. Slovenci smo potratni par energije. Spominjam se mojih prvih poslovnih poti, 90. leta, ko sem začel potovati in sem prišel v kakšno stanovanje, tam so vsi hodili v puloverjih doma, a veste. Meni se zdelo to nemogoče, mi smo po spodnjih majicah, vse najbolj luštno biti v spodnjih majicah, ali pa največ v eni majici gor. In en pulover pomeni 1-2 stopinje lahko manj. In to na koncu leta prinese tudi 5 ali več odstotkov prihranka. In to so te male stvari, ali pa imeti skozi okno odpreti, ali pa prezračiti na par ur. In še je veliko takih stvari, malih, drobnih, ki se, jaz mislim, da se zdaj že več ali manj vsi v Sloveniji zavedamo. In to je tudi kriza, ki je prišla nam prinesla, ker verjetno 5 let nazaj se je nekdo rekel, se vseglih, se imamo dosti vsega, pa je raj okno odprl, danes je pa malo drugače. Mi se zavedamo tega, zato vemo, da se moramo širiti po številu, da moramo dobiti 2 kupca namesto enega, ker enostavno je poraba vedno manjša in bo vedno manjša. Verjetno zelo blizu lansko letnim, se pravi okrog 36 milijonov evrov bo. Količinsko bomo imeli, mislim, da okrog 3% padec, dobiček pa, kot je bilo omenjen, bo pa približno enako, če bo seveda ne bo v decembru nekaj katastrofalnega, 2 milijona evrov. Zdaj malo več sledimo, sicer to ni naše delo, ampak smo rekli, da srca me varnosti je pa Madonca treba tudi malo to opaziti, da se ne je prej zgodila kakšna katastrofa. In po prvih neuradnih podatkih naj bile tam med 3 do 8. Kaj 3 do 8 teh podnebnih? Kaj je njihov, je cenejši njihov plin potem ali kako? Ja, lejte, če ne plačaš davkov, pa če ne plačaš ničesar, je verjetno, da je cenejši. Država do zdaj tega ni preganjala, zdaj preganjala kako? Težko je bilo to tudi videti, veste, ker smo se mi odločili za lastniško jeklenko,
ker govorimo o investiciji 5 do 10 milijonov evrov, ne, s tem, da ne dobiš ene nove stranke, ne, da se pravi, količine so enake, pravzaprav v Sloveniji, tako kot vse posod v Evropi, je majhen padec, ne, ker tudi gospodinja ali pa kdorkoli kuha, ne, nima več toliko časa, kot pred 20-30 leti. Ne. Smo se kljub vsemu temu odločili za lastniško jeklenko. Zakaj? Zato, ker na zeleno jeklenko se mi podpišemo. Ne. To je butan plin, to je naših 100 zaposlenih, 102 zaposlena in mi skrbimo in mi smo odgovorni, da je tle vse v redu. Ne. In če nekdo drug vzame to prazno jeklenko in začne nekaj z njo delati, ne, ki ni od ne, potem moramo zagotoviti, da ne blati našega imena. Ne moramo si to dovoliti. Ne. In zato smo letos tudi malo več poostrili nadzor na temu, ne, in enostavno, ko so bile prej oranžne jeklenke, ne, ko so bile od vseh oranžne jeklenke, se ni vedeli, kdaj kdo kako premika. Ne. Zdaj se pa lahko malo sledijo premiki, ne, barva je drugačna in tako naprej in potem se prej skristalizira tudi take stvari, ki so žal obstajajo tudi v Sloveniji.